Lepo pozdravljeni v podcastu Odmev tedna. Tokrat dogodke komentirava z našim stalnim komentatorjem, to je dr. Žiga Turk. Dr. Turk, lepo pozdravljeni. Dober dan. Začnimo s tem dogodkom. Prvič smo praznovali Dan znanosti, mislim, da je bil to 10. november in vi ste bili omenjeni. Torej, tole je gradbena fakulteta in takole so napisali, da je pač Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je sporočila, da so se 4 njeni profesorji, med njimi vi, sicer pa tudi dr. Peter Fajfar, dr. Matjaž Dolšek in dr. Nejc Bezak uvrstili med najbolj vplivne 2% znanstvenikov na svetu. Kaj to pomeni? Vi ste med 2% znanstvenikov svetovnih po čem? Po citiranju, po čem? Kako so to izmerili? Mislim, hvala, ne bi bilo treba tega omenjati. Jaz temu ne dajem tako velike teže, kot morda vi zdajle ali pa še kdo drug. Ne vem natančno, kakšna je metoda. Mislim, da merijo število člankov, predvsem pa obseg citatov in ravno zato sem do vseh takih lestvic in pravzaprav tudi do ocenjevanja znanstvenikov po teh kriterijih nekoliko kritičen. Namreč sam na svojem primeru vidim, da morda tista dela, ki so najbolj pomembna ali pa v katerih je nekako največ pameti ali pa modrosti vgrajene, niso tudi tista, ki imajo največ citatov. Veliko citatov dobi nekaj, kar je nekako znotraj nekega toka, kar pritrjuje tistemu, kar vsi ostali govorijo. In to mogoče ni najboljše. Je pa mogoče fajn, da ljudje vidijo, da se ne ukvarjam samo z X-om pa z takimi komentarji kot zdajle. No, ampak vse njihovo delo sega, tako so rekli, na področje potresnega inženirstva, to je definitivno... Ja, to sta kolega Fajfar in kolega Dolšek. Dolšek, ja. Potem digitalizacije gradbeništva, to ste vi. Potem pa hidrologije in okoljskega inženirstva. Vendar so to teme, ki so aktualne. Potresno, hidrologija, imeli smo poplave. Ja, in nedvomno ti kolegi so avtoriteta vsak na svojem področju. Zdaj prej, ko ste vprašali o dnevu znanosti, sej je lepo, da daje družba znanosti nekako podobno vrednost, kot daje kulturi. Sicer za kulturo imamo dela prost dan, po drugi strani so pa vsa taka družbena ali pa državna priznanja, poudarjanje znanosti ali pa kulture, dvorezen meč, ker ustvarjajo neke spodbude in za kulturnike in za znanstvenike, kako bi rekel, da so državi prijazni, da govorijo, delajo, pišejo, ustvarjajo tisto, kar je morda politiki všeč. Tako da je treba biti previden in predvsem na tistih področjih kulture in znanosti tudi razlikovati med tistim, kar res nekako človeka dviga k boljšemu in tistemu, kar je nekje politična propaganda, in pri znanosti tisto, kar res išče resnico in tisto, kar poskuša pritrjevati nekim politikam, recimo vezano na podnebne spremembe ali pa kaj podobne. No in seveda, kot že omenili ste X, pa ste tudi aktivni na X-u in tudi seveda komentirate aktualne zadeve. Ta teden je bila seveda zelo aktualna tudi božičnica. Zdaj je potrjeno, da jo bomo dobili, ta zimski regres, ampak vi ste zapisali, zdaj bom navajala to, kar sem prebrala, pa me prosim dopolnite, ogabno, kot da bi levica dala iz svojega žepa, ne pa iz našega. Denarju se odpovedujem, v celoti ga bom namenil za kakšno politično nadležno organizacijo, vsebino ali aktivnost. Čemu, komu? Tule je škoda, da nimate tiste grafike, na katero se je ta X nanašal. Namreč Levica je objavila nek reklamen plakat v rdeči kuverti, na kateri piše Levica, je ta božičnica, češ kot da Levica, kot da Luka Mesec daje to božičnico ljudem iz svojega žepa. Ali pa da bi vsaj dali to božičnico iz nekih prihrankov. Skratka, vlada bi tako umno, pametno gospodarila v državi, da bi nastal v proračunu nek presežek
in bi potem rekli, v redu, bomo pa to razdelili ljudem. Smo si zaslužili. Smo mi kot vlada nekaj naredili za to, da imamo ta presežek in ga zdaj lahko razdelimo ljudem, ampak nič od tega ni res. Ne. Vlada se bo za božičnico nam, ki smo v javnem sektorju, zadolžila in bodo dolg za to božičnico odplačevali verjetno še naši vnuki. Podjetja je pa prisilila, ne, zvila jim je roko oziroma jim je praktično mesec in pol pred koncem poslovnega leta naložila obveznost, ki je polovica minimalne plače, ne, ki je mogoče 1/3 stroškov, ki jih ima delodajalec z enim delavcem, en mesec pred koncem leta, zato da bi podkupila volivce. Ne, naj bo to povsem jasno, tukaj vlada kupuje glasove. In to niti ne s svojim denarjem, ampak s sposojenim denarjem in z denarjem od podjetij. Z našim denarjem. Z našim. Ne. Jaz mislim, da glede na to, da bodo vsi dobili enako božičnico, glede na to, da veva, da ne prispeva, da ne naredi, da ni sposoben narediti vsak enako, da bodo na koncu tukaj tisti, ki so bolj sposobni in bolj pridni, plačali božičnico tistim, ki so manj sposobni in bolj leni. Ne. In to seveda pa gre zelo dobro v nek ideološki kontekst, ki ga levica že ves čas prodaja. In jaz se temu denarju odpovedujem, ga bom pa namenil nečemu, kar se bo proti takim akrobacijam levičarske politike borilo. Že veste, čemu? Imam par idej, ampak bom še nekoliko premislil. Tudi stranka SDS bo to namenila dobrodelnim namenom. Ja, jaz ne bom dal za dobrodelne namene, se mi zdi to nekoliko preveč, kako bi rekel, lepo, če temu tako rečeva. Sej je lepo, da bodo dali dobrodelne namene, ampak se mi zdi, da je lahko na kakšni drugi točki pri kom drugem učinek teh sredstev večji. No, seveda se je uporajalo v javnosti tudi vprašanje, zdaj vlada bo javnim uslužbencem to plačala, ne? S tem se tudi hvali. Zakaj potem upokojencem ne toliko? Mislim, ali upokojenci si pa ne zaslužijo tega, ali morajo imeti res samo 150 evrov, ki jih je itak že pobrala vlada za obdavčitvijo pokojnin. Tudi to je veliko vprašanje za to dolgotrajno oskrbo. Odnos do starejših je res tukaj mačehovski pri tej vladi. Jaz tukaj ne bi le citiral, kdo bi vse še mogel dobiti, pa kdo bi moral dobiti še več. Moje stališče je, da si te božičnice nihče ni zaslužil. Ne? Tisti, ki bi si božičnico zaslužili, tisti bi jo itak dobili od podjetij oziroma v podjetjih, ki dobro delajo. Te božičnice bi bile različne. S temi božičnicami bi vodstva teh podjetij ali pa lastniki nagrajevali dobre in malo manj nagrajevali slabe zaposlene. Tisto, kar bi naredila vlada, ki dela po neki pravici osnovni, ne, in ki bi želela spodbuditi delodajalce, da bi dajali božičnice, bi sprejela samo sklep, da so recimo božičnice proste vseh davkov in prispevkov. In bi s tem bil nek pozitivni učinek na gospodarstvo, tudi ne bi bilo nobenih presenečenj. Tako gre pa za en velikanski predvolilni bonbon. Čokolado, bombonjero. Tortica. Torto, torto že. No, seveda je vlada z veseljem, predvsem minister Mesec, sprejela dejstvo, da zdaj referenduma o pokojninski reformi ne bo. Predlagatelji so zbrali premalo podpisov. Je to dobro ali ne? Drži tisto, kar so očitali, da bodo ljudje potem zdaj s tem zakonom na slabšem delali dlje, dobili manj? Prvič, to ni pokojninska reforma, ampak so neki drobni popravki. Reformo bomo še potrebovali. Gredo pa ti popravki v pravo smer. Tako da prav nič ne pogrešam referenduma o tem, da bi, oziroma ne pogrešam tega, da bi ljudi spraševali, ali bi si pa vi želeli iti prej v pokoj. Ne? Ali pa bi si vi želeli imeti višje pokojnine. Seveda bi ljudje glasovali za, to so stvari, o katerih pravzaprav ljudi ne bi smeli spraševati. Tako da sem
zadovoljen, da tega referenduma ne bo. No, seveda pa vlada zdaj se zdi na tem finančnem področju dela neke popravke. Recimo tudi za normirane SP-je bo zdaj popravila ta vstopni prag, ampak v bistvu bi normiranci, če bi obveljala ta obdavčitev, ki jo je predlagala Janševa vlada, vendarle dobili 5-krat več, ker zdaj bodo 5-krat bolj obremenjeni. Kaj se zdaj dogaja z vlado? Zdaj pol leta ali pa še manj pred volitvami nekako merijo utrip in rečejo, aha, tole dejmo, tole ni bilo dobro, medijske in analitične firme jim svetujejo. Včasih smo imeli smučarji eno šalo, in smo rekli, kako pravilno nastaviš vez na smučeh. Zateguješ, dokler si noge ne zlomiš, potem pa malo popustiš. In tako ukrepanje vlade me nekako na to spominja, je zelo premeteno zvito. Oni so zategnili davčni vijak sredi mandata oziroma na začetku mandata, ko jim to politično ni ne vem kako škodovalo. Zdaj le pred volitvami pa odvijajo in se nadejajo, da bodo ljudje vsi veseli, saj ni tako hudo, kot se je na začetku kazalo. In si bodo tudi na ta način kupili kakšen glas. Ljudje, tudi kar se tiče božičnice, imamo izračune, če bi Golob ne bi uvedel drugačnega davčnega sistema oziroma drugačnega obdavčenja, bi ljudje dosti več kot te božičnice bi jim ostalo. Ampak bi dobivali vsak mesec po nekaj 10 ali pa 100 evrov, tako dobili pa v kosu 600 evrov. In seveda teh 600 evrov bodo vsi opazili, tistih 50 evrov, 100 evrov na mesec ne bi pa nihče opazil. Tako da tukaj gre za zelo zvit način, kako kupovati volilne glasove. Bomo videli, koliko pametni so Slovenci. Ja, predvsem pa finančno pismeni, da bi vsi to odkrili. To je velik problem. Nasedajo pravzaprav na te bombončke ali tortice. Ja. Ja, zanimivo, da ste omenili ta zlom noge. Namreč zdaj, seveda, če ti spreminjaš ceno neke hrane, se potem ljudje prilagodijo, ampak podjetništvu spreminjati pogoje, uvajati božičnico novembra ali pa uvajati davke za normirance in potem poditi te podjetnike na Hrvaško in v tujino. Nekateri so že preselili podjetje, zdaj ne bodo nazaj. Mislite, da bodo zdaj nazaj prišli zaradi pač tele male spremembe? Ne, vse take akrobacije podjetniki zaračunajo. Vse take akrobacije nas na koncu stanejo. To se pozna pri gospodarski aktivnosti, to se pozna pri tem, koliko se nek podjetnik upa, koliko ima ambicije investirati, se razvijati, večati proizvodnjo, dvigati dodano vrednost, dvigati število zaposlenih. In konec koncev se to na drugi strani vidi, da če želimo, da kdo iz tujine pride investirati v Slovenijo, da mu moramo nekako odplačati te neumnosti, oziroma da mu moramo dati odškodnino za te neumnosti, ki jih počne vlada, za te kovčke gor, kovčke dol in tako naprej. Zadnji tak primer je bil, da bo vlada pomagala Revozu pri vzpostavitvi nove linije za tele električne Twingote ali karkoli bodo delali v Novem mestu. V nekih normalnih gospodarskih razmerah ne bi prišel investitor v Slovenijo, zato ker so tukaj dobre razmere, ker so pridni ljudje, ki delajo, ker so nizki davki, ker je hitra birokracija, ker je hitro sodstvo in tako naprej. Revoz bo pa prišel zato, ker bo dobil odškodnino, zato ker vse to, kar sem zdaj naštel, pravzaprav ne funkcionira. Pa še Romi streljajo tam okoli. Jaz se bojim, da bodo nekega dne Francozi rekli, dobro, imamo več lokacij. Tovarno se da, veste, zaščititi. Je tudi majčken strošek, da imajo neke varnostnike, ki na to pazijo. Dosti bolj tragična je pa usoda ljudi, ki tam okrog živijo v bom rekel, nebranjenih naseljih. No, seveda, ena od velikih napak te Golobove vlade je seveda tudi zdravstvo. Zdaj, ta teden smo izvedeli, da bo zdravstveni dom na Vrhniki 1. januarja ostal brez pediatrov. Torej, več tisoč otrok bo skratka brez zdravnika. Kaj se dogaja v našem zdravstvu? Kako bomo lahko to, kar je Robert Golob naredil zdravstvu in zdravnikom, popravili, tudi če pride neka nova vlada?
Če pride neka nova vlada, bi lahko sprejela sklep, da mora zdravstvena zavarovalnica za vse storitve, ki naj bi jih zavarovalnica krila, povrniti stroške oziroma jih zavarovancu plačati, ne glede na to, ali so stroški nastali v neki javni ustanovi, v nekem državnem zdravstvenem domu, ali pa so nastali pri nekem zasebniku. Praktično povsod po Evropi je ta primarna raven zdravstva, kot so pediatri, torej zdravnik, ko je otrok prehlajen ali pa ima vročino, pa ga pelješ tja. V ogromni meri to pokrivajo privatniki. Jaz dvomim, da bodo zdravniki, ki bodo nehali delati v javnem zdravstvenem domu na Vrhniki, da bodo šli v tujino. Ampak bodo verjetno odprli privatno, ali pa bodo delali privatno, ali pa morda se tudi upokojijo. No? Ampak to samo kaže, da vi nekih dejavnosti, ki jih lahko opravlja zasebni sektor bolj učinkovito, ne morete delati centralno-plansko in jih ne more počenjati, jih ne more zganjati država. In tega bi se morala vlada zavedati, ne pa da se ideološko, iz povsem ideoloških razlogov, kot pijanec plota, drži te ideje, da mora biti pa zdravstvo javno. Tu bodo težko delili kakšne predvidene bombončke. Ljudem je treba financirati zdravljenje, zavarovalnica nam mora financirati zdravljenje, a nas zdravi nekdo, ki je v ustanovi, ki ima tablo, da je javna ustanova, ali pa ima tablo, da je zasebna ustanova, to je povsem vse eno. In to bo naš zdravstveni sistem pokopalo. Začne se seveda tam, kjer je nekako potrebna infrastruktura najbolj enostavna. Dosti lažje je biti zasebni zobozdravnik, zasebni družinski zdravnik ali pa otroški zdravnik. Rabaš pravzaprav prostor, sestro, nekaj malega kemikalij, nobenih silnih laboratorijev. Dosti težje je to za neke zahtevne posege organizirati. Ampak, veste, tudi po evropski zakonodaji, zdravstvo ni nekaj, na kar bi Evropska unija podeljevala monopol državam. In prej ali slej bo tudi nekdo na kakšnem evropskem sodišču, podobno kot je bilo doseženo za lekarne, dosegel, da tukaj ne sme imeti državna ustanova nobenih prednosti pred zasebnim. No, seveda zdaj, ker se volitve bližajo, imamo tudi nekaj strank, o katerih še ne vemo prav zelo veliko, kaj v bistvu razmišljajo. No, ena takih strank so seveda demokrati Anžeta Logarja in demokrati so Slovenijo preplavili s novimi plakati. Recimo, obstaja izbira, tam sta dve roki vlečeta na levo, na desno, oni so očitno na sredini. Obstaja izbira, puščica na sredini, ena leva, ena nazaj, pa desno, pa tule imamo Golobova ulico, pa Janševa ulica, te ulice zares obstajajo, Janševa recimo za Bežigradom, in seveda izbira je pa Logarska dolina. To se pravi, kaj vi mislite? Torej, ena stranka je ta, demokrati, druga je pa stranka Vladimirja Prepeliča, ki tudi na nek način cilja na sredino, bolj levo sredino, mogoče demokrati bolj desno sredino. Torej, kakšna je zdaj možnost teh dveh strank? Jaz mislim, da smo zdaj še toliko oddaljeni od volitev, da teče neka borba, kako uokviriti te volitve, kako razumeti, v čem je spopad na naslednjih volitvah. Ali je to spopad levica proti desnici, ali je to spopad Janša proti vsem ostalim, ali je pa to spopad med recimo desnico, pa neko sredino, pa neko sedanjo koalicijo. In seveda stranka, kakršna je Logarjeva, stavi na to, njen prostor pod soncem je odvisen od tega, ali uspe te volitve prikazati kot, to ni samo spopad med levo in desno, ampak je tukaj alternativa, tukaj smo pa mi na sredini. Jaz mislim, da je to na nek način naravna taktika za to stranko. Se mi zdi, da tudi iskreno je Logar precej oddaljen od nečesa, čemur bi lahko rekli desnica. Gre za
tisto, kar smo slišali od njega, gre za zmerne, sredinske, v bistvu pogosto tehnokratske rešitve. In jaz upam, da bo prepričal čim več glasov s tem. Kaj pa Prebilič? Ne? Ta se pa tudi ponuja kot alternativa Golobu. Se mi zdi, da je razlika med Logarjem in Prebiličem ta, da Prebilič se ne pozicionira na sredino, ne, ampak se pozicionira na levo, ampak v smislu, ampak nisem pa tako nesposoben kot Golob. Ne. Skratka, on je alternativa za leve, prepričane leve volivce, ki pa opažajo, da so se z Golobom zmotili. Ne. Tako da on tudi, njegove izjave so pravzaprav razmeroma skrajno leve, on tekmuje, kar se ideologije tiče, s tem, da bo v nekaterih točkah še bolj pravoveren, kot je sedanja koalicija. Ampak ne, lahko se pa naslanja, lahko pa se napaja iz tega nezadovoljstva s to koalicijo, ki je tudi na levi prisotno. Ne. Tudi ogromno nekih levih volivcev vidi, pa mi smo naredili katastrofalno napako, da smo tele izvolili. In zdaj se jim ponuja pa Prebilič, to je pa zdaj čisto nekaj drugega, tole bo pa boljše. On pa res zna, se je vendar profesor tamle na FDV-ju, pa kočevski župan je pa uredil je, da v Kočevju nimajo nobenih problemov z Romi, hecam se in tako naprej. Tako da tukaj je neka razlika med Prebiličem in Logarjem. Jaz sem provociral pred meseci, da bi bil pravzaprav trenutek resnice o Prebiličevi poziciji, da bi se pokazal v trenutku, če ga bi Logar povabil, da je vam midva skupaj narediti neko sredinsko zgodbo. Ne? In se mi zdi, da je Anže Logar ocenil, da Prebilič za sredinsko zgodbo ni zainteresiran. Ampak oba dva sta pa rekla, vsaj v preteklosti, tako Logar kot Prebilič, da z Janšo pa ne. Kam jo to uvršča? Tudi Logarja potem bolj da desno, na levo? Ali kako? Ja, saj pravim, da Logar išče levo-sredinske glasove. Sicer je pa, nasplošno se mi zdi ta taktika z Janšo, z Janšo ne, povsem neproduktivna. Mislim, kaj je bilo pa do zdaj pod Janševimi vladami tako slabo? Ne. Če se to realno, če mečkano pozabimo na tisto sprotno propagando, ki se je kotalila po vseh medijih, kaj pa je bilo tako groznega? Ne. Da so poskušali zagotoviti, da bodo delegacije, ki so bile tukaj zaradi predsedovanja Slovenije Evropske unije, lahko prišli do svojega hotela. Ne. A to, da so poskušali zagotoviti, da bi se po Celovški dalo peljati, ki je praktično edina cesta med Šiško in centrom. Ne. Pa tudi te teme. Da so skrbeli, da bi se virus mečkano počasneje širil z nekimi ukrepi, ki so bili dosti malejši, kot recimo v Franciji, Italiji, Nemčiji in tako naprej. Tako da tle je treba realno pogledati in na nek način je mečkano žalostno, da pa Logar igra to igro. Ta igra, ali si z Janšo ali si proti Janši, na antijanšizmu Logar ne bo dobil nobenega glasu. No, pa tudi te teme, s katerimi sva začela, ne, recimo božičnica, podjetniki, davki, pokojnine, zdravstvo. Tu jaz ne vidim niti Prebiliča, niti Logarja, da bi vedela pravzaprav, kakšno zdaj stališče Logarja, recimo o zdravstvu. On ima nekaj zdravnikov v svoji stranki, ampak vendarle, kaj je zdaj, o čem, kako bo, če bo nekdo volil Logarja, kaj bo zdaj dobil v zdravstvu ali pa podjetniki? Če se ne motim, imajo oni v teh dneh nek programski kongres, kjer bomo o tem zvedli več. Glede na ljudi, ki so tam blizu, predvsem vezani na ekonomijo, se mi zdi, da se obeta, da bo imel dober ekonomski program. Ne? Da bo boljši kot, vsekakor boljši od tega, kar dela Levica in verjetno v nekih točkah kvalitetnejši od tega, o čemer razmišljajo na desni. Je pa seveda program nekaj, koliko si pa močan, da ta program lahko izpelješ, pa nekaj drugega. Ampak ekonomski program pričakujem tudi glede na ljudi, ki so tam blizu, da bo v Logarjevi stranki kvaliteten. No, to bomo videli, ampak zdaj Inštitut Mediana pa je že izmeril
nekako izmeril te stranke in izmeril je, da ima vlada po predstavitvi Šutarjevega zakona, torej tega, ki se dotika Romov, pravzaprav enako, ima povprečno oceno 2,56, kolikor ji ni izmerila že 2 leti ta medijana. Ne? In potem je Logar dejal, je rekel, res moraš biti dober, da prideš do teh številk. In je komentiral to anketo. Demokrati po tej anketi pa imajo 3,5% podporo. Torej, ali gre verjeti tem številkam medijane? Kaj zdaj v bistvu te družbe počnejo? Ne vem, to je verjetno na osnovi nekega vprašanja, ki so ga ljudem postavili, s kakšno oceno od 1 do 5 bi pa vi ocenili Golobovo vlado, ne, in oceno, ki so jo dali, je tamle 2 do 3. Ne. To je slabo, ne? 2 do 3, ampak je več kot zadostno. Ne. Ja. Pri čemer tista številka, ki pa govori o tem, a ste zadovoljni z Golobovo vlado ali pa ne, tam je pa 1/4 zadovoljnih, ostali pa niso. Ja, ne. 48,4 negativno. Ja, kar mi kaže, ne, se pravi, če je samo 1/4 zadovoljna, bi 1/4 dala več kot 2. Ne. Kako potem prideš na 2 do 3? Ne vem, a veste, te ankete so na eni strani res nekaj merijo, jih ne smemo čisto zanemariti, na drugi strani malo tudi ustvarjajo javno mnenje. Je pa ta mašinerija okrog Goloba, javnomnenjska, depolitizirane televizije, vsi odlaskovi mediji in tako naprej, zelo, torej, kako bi rekel, strokovno dobro so odreagirali v zvezi z PR-ovsko dobro odreagirali v zvezi z s tem umorom nesrečnega Šutarja. Veliko se je pojavljalo v medijih so rezali ta prave izjave in tule je rezultat. Na eni strani je to seveda tudi, kako bi rekel, nezaupnica slovenskim volivcem, namreč, da je do tega sploh prišlo, ne, je odgovornost te vlade oziroma ideologije, ki jo ta vlada ima, s katero pravzaprav se izogiba vsakemu ukrepu, ki bi kakorkoli uvajal nek red, uvajal neko zakonitost, zaščitil tiste, ki so resnično žrtve barab, zlikovcev, nasilnežev in tako naprej. Ne. In ta politika, veste, da so oni 4-krat zavrnili zakone, ki jih pa zdaj sprejemajo. Ne. In da ljudje, potem ko so oni 4-krat zavrnili zakonodajo, ne, dajejo oziroma izboljšajo oceno Golobovi vladi, zato ker zdaj bodo pa oni vložili tisto, kar so 4-krat zavrnili, se mi zdi, da je to, bom rekel, tragično za slovenskega volivca. Da ga lahko nekdo tako preslepi. Ne. Namesto, da bi še poslabšali oceno, ker vidijo, 4-krat ste zavrnili nekaj, zgodil se je umor, človek je umrl, ne, a zdaj se pa nekaj, oprostite izrazu, ven mečete, da boste, kaj vse boste naredili. No, ampak če pogledamo samega Roberta Goloba kot predsednika vlade, ne, on je dejansko zdaj predlagal te tako imenovane Šutarjeve zakone, za katere pravijo mnogi, da mogoče tudi Janša je rekel, da nekateri deli pa vprašanje, ali bodo zdržali ustavno presojo, pa vendarle, kako vi komentirate te zakone Šutarjeve? Ti zakoni so namenjeni ustvarjanju vtisa, so namenjeni ustvarjanju neke popularnosti Golobove vlade, so namenjeni ustvarjanju lika in dela Roberta Goloba kot odločnega politika, ki bo zavaroval zdaj kar naenkrat Dolenjce pred Romi oziroma vse Slovence pred vsemi nepridipravi. Povsem, v tem kontekstu je povsem nepomembno, ali so neki členi protiustavni ali niso. Kdorkoli se bo zaganjal v to protiustavnost, kdorkoli bo opozarjal, da nekatere od teh stvari se pač bodo padle, se ne bodo mogle izvajati, ne, samo pravzaprav pomaga graditi lik Roberta Goloba kot odločnega borca proti nasilju, da bo na koncu zaradi tega to padlo, da na koncu zaradi tega ne bo mogoče tega izvajati, da bodo na koncu zaradi tega sodni postopki
padali, to se bo pa vse zgodilo po volitvah. Rezultatov ne bo, on bo pa vseeno... Rezultatov ne bo, ampak, ko bo rekel, javnomnenjsko za izkazovanje neke, za signaliziranje nekih vrednot, za vzpodbujanje javnega mnenja, je pa to ravno prav. Ne? In to je, treba razumeti kot predstavo za javnost in ne kot iskreno željo, da se nekaj spremeni. No, tamle za njim je seveda Luka Mesec kot minister, ki ni odstopil. Ne? In zdaj na to neustavnost ali pa vprašljivo ustavnost opozarjajo tudi nekatere leve stranke. Torej, kaj se bo zdaj zgodilo? Bo Levica zapustila Roberta Goloba? Pravzaprav bi Mesec moral odstopiti, ampak vendarle do volitev je pač nekaj mesecev. Kako bodo volili te levi volivci? Jaz opažam v medijih, predvsem v teh depolitiziranih medijih, že nekaj časa, kar nekaj kritike Goloba in Svobode. Jaz mislim, da so merilci javnega mnenja izračunali, da levica visi, ne, da ni povsem zanesljivo, ali se bodo uvrstili v parlament ali ne. In za kritiko Goloba poskušajo okrepiti Levico oziroma poskrbeti za to, da se nekaj potencialnih Golobovih volivcev odlije proti Levici, da je Levica v parlamentu, da bo spet lahko naslednji vladi dajala takt pri dajanju neumnosti. Iz tega razloga tudi Luka Mesec ni odstopil. Če bi Golob resnično želel biti avtonomen politik, ki bi peljal svoje politike in ne politik Levice, potem bi bil on tisti, ki bi tudi koordinatorja vlade za romsko problematiko Luko Meseca pozval k odstopu. Pa ga ni. Ne? Tako da tukaj je, bom rekel, neka simbioza, ki kot kaže obema ustreza. Je pa dejstvo, da je seveda Levica glavni protagonist vseh teh politik, ki pravzaprav ščitijo lumpe pa lenuhe v Sloveniji. No, pa vendarle je naredil nekaj pametnih, da tako rečem, potez. Golob mu je uspelo, da je KPK, torej Komisija za preprečevanje korupcije, začasno ustavila postopke zoper Goloba, recimo v zadevah Bobnar pa Karigador, ker je v bistvu njegov odvetnik Zdolšek na upravno sodišče vložil več tožb zoper odločitve komisije. To se pravi, kaj se zdaj obeta? Tudi ta KPK ne bo nič rekla o Golobu. Ne. Golob si je vzel najbolj glasnega slovenskega odvetnika, ki izkorišča vse luknje, ki v slovenskem pravnem sistemu obstajajo, zato da premakne kakršnokoli odločanje in kakršnokoli nadležno odločitev teh organov na čas po volitvah. Tako da, a veste, tudi tisto, kar se dogaja v zvezi z romsko problematiko in s temi Šuterjevimi zakoni in tako naprej. Osnovna težava pri nas je, da ni prave volje, da bi se neke stvari spremenile, da bi neke postopke speljali in potem se na vsaki točki, kdor se le more, na nek črkobralski način sklicuje na neko zakonodajo, ki mu omogoča, da nečesa ne naredi, da Romov na nek način ne kaznuje, da Golobovega postopka ne pripelje hitro do konca in tako naprej. In vi nikoli ne morete zakonov tako napisati, da bo črkobralska interpretacija samo taka, da se bodo reči učinkovito odvijale. Če ni volje, če ni kulture med, kako bi rekel, v pravni državi, da skrbi za red in zakonitost, se nič ne da napisati tako, kot bi bilo treba. Vse to, kar Golob zdaj piše v Šuterjeve zakone in kar je protiustavno, ne, je pisano zato, da bi tudi črkobralska interpretacija bila taka, da lahko nekomu nekaj narediš, ampak če bi bila volja klicati na odgovornost, kaznovati, urejati to zlorabo pravzaprav socialnih politik in tako naprej, bi po obstoječi zakonodaji, če bi bila volja, bi to lahko naredili. Ampak volje ni bilo do zdaj in volje, dokler bo Levica z malo
pisano kontrolirala slovensko socialno državo, dokler bo levica z malo kontrolirala pravosodje, te volje tudi ne glede na to, kaj v zakone napišejo, ne bo. No, je pa Golob te dni napisal javnim uslužbencem posebno pismo, zdaj ga bodo dobili. V tem pismu jih spomni na reformo javnega sektorja, da je to on storil, ne? Da je v bistvu, seveda ta reforma je bila tudi kritična, oziroma je doletela, so jo kritike, ker najnižje plačani, pa skupina J še vedno niso dovolj plačani, ampak kljub vsemu funkcionarjem je bruto plača iz leta se je zvišala na 8.000 evrov bruto. To se bo recimo do leta 28. Ne. To se pravi, funkcionarji dobro plačani so dobili veliko, najnižje plačani še vedno ne. Kaj lahko zdaj to pismo povzroči? Bo to pismo javnim uslužbencem koga prepričalo? To pismo je pismo javnim uslužbencem, v katerem med vrsticami piše: jaz sem vam povišal plače, dajte zame, spomnite se tega, ko boste glasovali na volitvah. Dejstvo je, da ima ta Svoboda in Levica res razmeroma ali pa proporcionalno večjo podporo, veliko podporo med javnimi uslužbenci. Lahko se pa to obrne tudi kot dvorezen meč. Kar se tistih plač tiče, jaz pošteno povem, torej funkcionarji pri nas, ministri, predsednik države in tako naprej, imajo premajhne plače. Ne. In jasno pa je, da je zvišanje plač nepopularni vladi zelo, kako bi rekel, luštna, populistična tema za oblikovati javno mnenje. Ampak seveda, veste, dosti politično bolj umazana operacija kot to, da sebi dvigneš plače in pravim, so prenizke za ministre in visoke funkcionarje. Je pa to, ne, da ti kupuješ glasove javnih uslužbencev ne samo z božičnicami, ampak tudi za nekimi dvigi plač. Ne. In potem to še ljudem pišeš. Ne. Opozarjaš v predvolilnem času. Ampak vendarle, zdaj Robert Golob je tudi poslal v nekaterih primerih, ne, vojsko na mejo, ki pomaga policiji. Mu bo to koristilo pri volivcih? No, Robert Golob je veliko zarečenega kruha. Ne. Ta ukrep je bil v času, ko je bila migrantska kriza večja, nujen, potreben bi bil. In so se tukaj so dobivali levičari v Ljubljani peno na usta, da vojska, bom rekel, nekaj takega sploh dela, da je to militarizacija, da je to diktatura in tako naprej in tako nazaj. Zdaj, ko se izkaže, da je težko dobiti zaposlene za policijo, ne, za te, bom rekel, uniformirano policijo, razmeroma slabo plačano, da mora vojska vskočiti za nekatere naloge, je pa trenutek resnice. Ne. Tako da jaz to podpiram, ne, to pomeni, da je več policije lahko znotraj Slovenije, ampak je pa to gasilski ukrep. Ne. To je pač kaže, da kadrovska politika, skrb za to, da bi policijski minister imel dovolj policije pod seboj, da bi šefi policije skrbeli za to, da imajo sestav popolnjen. Skratka, da te naloge niso opravili. Ne. In je nekaj narobe verjetno s tem, ne, da bogato plačuješ javno upravo v pisarnah, hkrati ti pa manjka policije. Verjetno bi morali reformo tega plačnega sistema narediti nekoliko drugače, ne? Majčkeno bolj dvigniti, narediti recimo poklic policista, bolj privlačen, narediti poklic neke medicinske sestre ali pa strežnika v domu bolj privlačen. Pa tega niso naredili, ampak so dvignili plače potencialno svojemu volilnemu telesu. In jaz upam, ne, da se bo javni sektor pa tudi zavedal, da tisti, ki so tam pridni, tisti, ki tam dobro delajo,
ne rabijo zato, ker so dobili večjo plačo, ker dobro delajo, zato glasovati za Goloba. Tisti, ki pa ne, pa verjamem, da bo pa dobil kakšen glas. Ja. No, ta teden smo bili priča tudi nekakšni parodiji na ta predlog Roberta Goloba, da lahko pač to amnestijo, da lahko vsak prinese orožje od doma, pa ne bo nič kaznovan. Ne? In nek gospod Ivan Bolfek, ki je bil član ali je še član Štajerske varde, je zdaj prišel z neko pištolo, pa z neko puško, kalašnikovko. Menda to ni bilo pravo orožje. Torej, kaj si lahko mislimo o takem ukrepu? Kdo bo zdaj prinesel? Mislite, da bodo Romi zdaj prišli s kamioni pa predali to orožje? Ukrep ni neumen. Policija ve, koliko orožja je zaplenila oziroma našla v zadnjem letu, če ga ni nič. Ne? In če ga bo na podlagi tega ukrepa nekaj več, pomeni, da je bil ukrep pravzaprav koristen. Bomo pa videli, koliko se bo tega nabralo, če sploh kaj. Tale gospod si je pa zaželel 5 minut slave in jo tudi dobil. No, zdaj ta Šutarjev zakon oziroma ta omnibus, to je več zakonov, bo v ponedeljek v Državnem zboru. Mislite, da bo to sprejeto, ne bo sprejeto? To bo koalicija sprejela. Izvajano? Bo izvajano ali ne? Bodo ustavne pritožbe? Do volitev bomo sem in tja videli kakšno odmevno akcijo, kjer bo, kako bi rekel, Robert Golob v vlogi nekega Sylvester Stalloneja oziroma bo napenjal mišice, bo ustvarjal vtis, da se nekaj dela. Se bojim pa, da po volitvah bo pa spet prevladala ta ideologija, ki ščiti, bom rekel, vsakega lumpa, če je ta lump lahko na nek način predstavljen kot žrtev nečesa. Ne? In to pa najde naš pravosodni sistem, naš policijski sistem, naša socialna država praktično pri vsakem. In iz tega, ne, iz te brezbrižnosti, iz tega popuščanja lumpom je nastal ta umor. No, ampak zdaj, da niti Romi Roberta Goloba ne jemljejo resno, dokazuje dogodek iz tega tedna, ko so pred zdravstvenim domom Kočevje sta dva Roma napadla dijaka, ki je šel na obvezen zdravniški pregled. Ne? In zdaj ta dva Roma, ki sta napadla tega dijaka, sta potem bila kaznovana samo pravzaprav z nekim za domačo kaznijo. Torej, zaprta sta bila doma in seveda se vprašanje poraja, kdo zdaj ta hišni pripor teh dveh fantov Romov pregleduje, kdo to nadzira. Ne? Ja, moj občutek je, da Romi ne gledajo televizije in da niso ugotovili, da morajo zdaj do volitev dati malo mir. Ne? In mogoče se bo to prijelo, no? Ampak to je to. Ta hišni pripor je pač, kako bi rekel, nekaj, kar daje vtis, da je sodnik nekaj naredil. Hkrati je pa to nekaj, kar bom rekel, nima nobenih učinkov v realnem življenju. Skratka, v šolo ima ni treba iti oziroma ne smeta iti. Itak ne hodita. Ja. Kdo pa kontrolira, sta res doma ali pa ne? Lepo prosim. Ja. Ja, mislim, se to je smešno. Nas ima pravosodje vleče za nosa, nas ima za norce. Pa niti ne toliko pravosodje, sej ne, mediji nas imajo za norca, ko to prikazujejo, kot zdaj smo pa mi, zdaj pa trdo nastopa država proti Romom. Ne. Ja, pa tudi te pogojne kazni, ne, pravzaprav. Ja, ampak to je pa plod spet te kaznovalne politike, ki v vsakem zlikovcu vidi, je lahko rekel, dolga filozofska razlaga, na levi mislijo, da se rodimo dobri in nas potem okolica skvari. Če je nekdo naredi nekaj narobe, ne naredi zato, ker je slab, ampak naredi zato, ker je v okolici nekaj narobe. Če bomo mi to okolico popravili, bo on postal krasen človek in zato ga seveda ne smemo preveč kaznovati. Ne? In to je povsem zgrešena logika. Zločin je treba kaznovati.
No, ampak ta teden smo lahko v nekakšnem javnem dialogu med tožilstvom in med policijo pa le izvedeli, da ko je šlo za romsko naselje Žabjak Brezje, v to romsko naselje so policisti prišli, in to so sami predlagali, to je bil njihov predlog tega datuma, šele 8 dni po tem streljanju. In potem so policisti rekli, ja, saj smo imeli uspeh, saj smo zasegli toliko in toliko stvari, noben pa ne ve, kaj bi zasegli, če bi prišli takoj neposredno. Ne. Torej, tu se je tudi tožilstvo je obrazložilo, da je bilo to na predlog policije določen ta datum, mislim, da je bil 4. november. Zdaj se poraja vprašanje, v kolikšni meri, in to pač že ptiči čivkajo, ne, v kolikšni meri je policija pravzaprav ne samo prestrašena, ampak tudi vpeta v ves ta kriminal Romov. V preteklih letih smo imeli kup primerov, ko so prišli policaji v težave, ko so izvajali svoje delo, ko so koga mečkano trše prijeli, ko so izvajali svoje delo, ko so izvajali svoje naloge, ko so izvajali svoje pooblastila. Ti policaji, ti slabo plačani policaji, uniformirani, ne, seveda to vedo, to spremljajo. Spremljajo tudi množico nekih dogodkov, ki ne pridejo v medije, ko imajo oni težave, ker so bili policaji. Ne. In to ustvarja spodbude, da, bom rekel, ne iščejo oziroma ne delajo stvari, zaradi katerih imajo oni lahko težave. Nihče jih ne bo preganjal, če nečesa ne bodo naredili, če bodo spregledali, da se je nek Rom peljal v neregistriranem avtomobilu, recimo, ali pa če bodo spregledali, da je nekdo prijavil, da je tam skrito orožje, pa niso šli pogledat. Ne. Če bodo pa pri tej akciji naredili kaj mečkano narobe, če bo komu mečkano glas skrivil, bodo pa v velikih težavah in niso policaji tako neumni kot tisti policaji iz vicev, ne. Ampak to slišijo, to vedo, to opazujejo in izbirajo pot, ki je za njih bolj racionalna. Torej, celo kaznovani so bili, ne, za ukrepanje. Celo kaznovani so bili, ne, zdajle preganjajo tiste policaje, ki so skrbeli za red in mir v času teh biciklističnih protestov v Ljubljani. Skratka, ustvarja to spodbude, da raje ničesa ne naredijo. In dokler se klima ne spremeni, ne, ta klima se pa po mojem ne more spremeniti, dokler v vseh teh strukturah prevladuje leva ideologija, dokler se klima ne spremeni, ne bo dosti drugače. Ne. Tudi, kako bi rekel, veste, če bi šli policaji prvi, drugi dan v ta naselja, bi bila ta novica nekje zakopana spodaj pod vse te ostale novice okrog šuterja, pogreba in tako naprej. Ne. Tako se je pa potem ta stvar nekoliko polegla, ne, in potem je prišla ta odmevna akcija. Tudi, kako bi rekel, za plasiranje novice v javnosti je bil čas 8 dni po dogodku, bistveno boljši, kot bi bil 2 dni po dogodku, je bil pa seveda slabši za kaj najti. Ne. Bodo ne vem, koliko so našli in če so kaj našli. No, ampak nekaj so našli, ampak tu še vedno je vprašanje, zdaj, ali so prestrašeni mogoče, ne, ali so pametni, to sva zdaj rekla seveda, ne, ker vedo, kakšne so posledice, ampak vendarle je tudi vprašanje, ali oni sodelujejo s kriminalnimi združbami. To so težke besede, tega si vsekakor ne želimo, to je najhujše, kar se v neki državi lahko zgodi, da pride do neke sprege med recimo policijo in kriminalom. Polovico teh ameriških kriminalnih filmov je pravzaprav na temo nekih umazanih policajev, tako da vemo, da se to dogaja. Jaz o tem ne bi špekuliral, govori se o tem, kako so ti Romi pravzaprav neki podizvajalci kriminalnih združb za tihotapljenje mamil in tako naprej. Ali ima zdaj kdo tukaj zaščito iz policijskih krogov, političnih krogov, ne bi želel pravosodja, ne bi želel o tem špekulirati. Dobro, ampak zdaj zanimiva ideja se je tudi pojavila oziroma zapis doktorja Nika Gamulina ta teden, mislim, da je napisal na X-u takole, on seveda ugiba, da je Slovenija, seveda on je analitik in specialist za umetno inteligenco in on recimo na nek način plasira v umetno inteligenco podatke in tole pade ven. Ne? Zdaj pa pravi takole, ne? Mislite, da je Dolenjska le še ena lokalna tragedija? Ni, odgovori Gamulin. To je učbeniški primer hibridnega napada.
In Slovenija je ravno v fazi destabilizacije sistema. Kot nekdo pravi, ki je v okviru doktorata analiziral socialne grafe, lahko povem, da je vzorec jasen. To se pravi, to je pa zelo zanimiva ideja in pravzaprav grozljiva, da je Slovenija na nek način pod hibridnim napadom, da vse to, kar se dogaja, ni naključje, da zdaj dva v Kočevju, spet dva fanta napadeta nekoga. Dobro, lahko da ne poslušate televizije, ali pa je to del nekega scenarija, vse to rušenje Slovenije od zunaj. Kaj vi mislite o tem? Zdaj, za vzorci je tako, na en način vzorci lahko nastanejo načrtno, drug način je, da razpoznamo, da gre za nek vzorec. Recimo, tele 3 stvari na tele mizi, 2 kozarca pa roža, so postavljene v skoraj enakostranični trikotnik. Lahko, da je to nekdo načrtno postavil, lahko se je pa slučajno to postavilo in sva midva samo opazila, da je to enakostranični trikotnik. In se mi zdi, da tukaj gre za nekaj podobnega. Deluje, kot da bi lahko bila hibridna vojna, ki jo nekdo vodi, nekdo usmerja, nekdo daje navodila, pejte vi zdaj v zdravstveni dom, pa dejte koga pretepst, dejte tamle streljati v zrak in tako naprej. Lahko pa samo mi opazimo, da se veliko stvari dogaja, kot da bi bila tukaj neka vojna, kot da bi bila neka komanda. Jaz se bolj bojim, da je stvar pravzaprav hujša, da imamo mi nesposobno oblast in da se nam polno stvari dogaja, bistveno več stvari se nam dogaja, kot če bi imeli sposobno oblast in da deluje, kot da bi nas nekdo napadel. Kar pomeni, da če bi pa bila hibridna vojna proti Sloveniji, da bi ob tako nesposobnih organih, ob tako nesposobni oblasti bilo še veliko, veliko hujše. Skratka, jaz bi rekel, da tukaj so v Sloveniji prisotne recimo informacijske operacije Rusije, skozi različne kanale. So bile prisotne informacijske operacije Hamasa skozi različne kanale. Da bi pa bila neka hibridna vojna na tak način, da bi bili ti problemi z romsko skupnostjo nekje od zunaj dirigirani, lahko izpade, kot da so, ampak mislim, da niso. No, ampak glejte, ta teden je tudi odstopila direktorica Uprave za varno hrano, Vida Znoj, to pa zato, ker je pač prek njihovega spletnega portala oziroma mesta je lahko, so nepooblaščeno vstopali hekerji ali pa kdorkoli v bazo osebnih podatkov skoraj 900,000 prebivalcev, to je pol Slovenije, Torej, kako je to možno? Kako je to možno? Ali je to namenoma, ali je slučajno? Zdaj, to se tudi človek sprašuje, kdo je naredil to luknjo v tem digitalnem prostoru? Najprej mislim, da je z odstopom naredila pravo stvar, da je naredila nekaj, bom rekel, pokončnega, kar ljudje pri nas redko naredijo. Skoraj dvomim, da bi imela neko subjektivno odgovornost v zvezi s tem, je bila pa na vrhu tega sistema, ki je bil za to odgovoren. Ljudje smo nagnjeni, oziroma ljudje se zelo neradi sprijaznimo, da neka stvar je naključje. Tako da, če bi mi rekla, da je to del hibridne vojne, bi rekel, mogoče je pa naključje. Pač hekerji poskušajo vse povsod, vse mogoče. Razmeroma hitro, še posebej v nekih organizacijah, ki so majhne, kjer rekel, ne vem, koliko imajo IT-evcev oni. Če bi gospa vzela v službo vodjo oddelka za informatiko ali kaj takega, za katerega bi vedela, da je mečkar nesposoben, ampak je njen prijatelj, bi še posebej dobro razumel, zakaj je odstopila, pa nimam podatkov, da je bilo kaj takega. Ampak stvar je taka, da so ti informacijski sistemi danes seveda vsi povezani v internet, da razmeroma hitro lahko nastane kakšna ranljivost, če nimaš usposobljenih ljudi, ki za to skrbijo. Organizacije je veliko, kjer se ti podatki zbirajo. In
takim, ki imajo nekoliko slabšo informacijsko podporo, ki so majčkeno bolj brezbrižni, ki niso posodabljali kakšnih nastavitev, ki so postavili v svoj sistem kakšno luknjo, da je lažje nekdo od doma nekaj naredil, so bolj ranljivi. Ne. Ampak kako ranljiva je cela Slovenija? Človek se res vpraša, pol prebivalcev, 900 tisoč, pa kaj je to? Glejte, toliko kot vsaka od organizacij, ki zbira podatke. Recimo mi na univerzi imamo zdaj dobesedno paranoičen sistem, kako se prijavljamo, kaj zvem, zato, da jaz študentom lahko neke prosojnice objavim. To je večja varnost kot z vsako interakcijo, z vsako banko. Ne. Skratka, delamo, kar je možno, zato, da je sistem zavarovan. Ne zmore pa to čisto vsaka organizacija in tukaj je nekaj, kar bi lahko pa neka državna informacijska infrastruktura pomagala. Ne? Da bi za vse te, rekel, državne in paradržavne zbiratelje informacij bila podpora in zagotovljena varnost iz nekega centralnega mesta. Imamo ministrstvo za digitalizacijo. A jo imamo ali imamo VD? Dobro, VD. Odkar ni razdelila tistih računalnikov, je bolj ali manj tiho. Kot da nimamo. Ne? Ampak dobro, ta teden je pa direktor Sove Joško Kadivnik bil pa pri Donaldu Trumpu. Ne. Zdaj, zanimivo je, oni so bili seveda na obisku pri CIA, zdaj vlada se hvali, da je to zaradi tega, ker smo takrat pomagali, da so tisti ameriški pač zaprti v Rusiji, so bili zamenjani za te ruske vohune. Ne. Ampak vseeno me zanima zdaj tole. Ne. To je v bistvu zgodba, ki je pisana na roko desnici. Ne. V Sloveniji zanima me nekaj. Ne. Koliko so zdaj te slovenski Hamasovci, da tako rečem, ki so mahali s krvavimi rokavi, ki so razbijali po pultu OZN, tukaj mislim na Goloba, Natašo Pirc Musar, potem zunanjo ministrico Fajon in vse ostalo, koliko so s temi napadi na Izrael, na Netanjahuja. Ne, nazadnje je pretilo, da aretiramo nekega turista iz Izraela, smorte misliti, in rekoč, da je on, ne vem, pri čem sodeloval, ne, bogdaj. Ampak koliko je zdaj to škodovalo Sloveniji in ugledu Slovenije v tej sferi teh varnostnih služb in nasploh državi? Tale fotografija je idealna iztočnica za špekulacije, za recimo medije, kot je Požar Report in tako naprej, da najdejo, kaj pa pravzaprav tukaj zadaj. Jaz ne verjamem, da bi Donald Trump sprejemal nekoga, ki je ZDA pomagal nekaj narediti v času Bidenove vlade. Ne, jaz mislim, da je tukaj nekaj drugega zadaj, morda kakšna nova kombinacija v zvezi z Rusijo, morda je kaj povezano z Trumpovim tastom in sinom. To je nekaj, česar ne vemo, morda bo kdo kaj izbrskal, morda bomo kasneje kaj izvedeli. Neka vljudnostna fotografija nekega šefa obveščevalne službe iz neke majhne državice, ki bi v Washingtonu pa se je šel še malo slikati. Zelo ponosen je videti. Se je šel še malo slikati s Trumpom, nekaj več kot to je zadaj. No, ampak vseeno vprašanje, koliko škode so nam naredili Hamasovci? Ali bo ta škoda kar pozabljena, ko pride nova vlada, ko bo Tanja Fajon, upajmo, našla neko novo službo nekje drugje? Kaj bo zdaj z vsem tem? Vendarle je Golob tolkel po pultu v OZN-u, ne? Pa Nataša Pirc Musar je tudi v Evropskem parlamentu govorila o Zahodnem bregu, takrat se je sicer zmotila. Ne? Praktično smo grozili celemu svetu, ne? Slovenija v teh zahodnih krogih velja za nezanesljivo državo. Ne obešajo pa tega v tujini na velik zvon, ker je pravzaprav slabo za Zahod, za NATO, če imaš črno ovco v svoji sredi in se potem kažeš na njo, ne kažeš rajši na neke lepše in boljše zgodbe. Kar se pa Donalda Trumpa tiče, jaz ne bi bil prevelik idealist, ne, če bi Robert Golob
uredil, da bi Trump zgradil recimo nek hotel ali pa nekaj velikega lahko v Sloveniji, nek kazino in podobno bi bila ta boljša prijatelja in bi se takole skupaj fotografirala. No? Ne bi, veste, Trump je bolj kot ideološki predsednik, je transakcijski predsednik in trgovec za nepremičninami. Ne. Ja, je pa, kako bi rekel, zdajle koristen za to, da brani oziroma potiska nazaj v ozadje vso to woke ideologijo, ki se je v ZDA razpasla in ki tudi Američanom ni všeč. No, in nekateri pripisujejo velik pomen dejstvu, da pa Marjan Pogačnik ni več predsednik ljubljanskega kazenskega sodišča, namreč Sodni svet je soglasno izdal odločbo o razrešitvi razvpitega, pravijo, Marjana Pogačnika s položaja predsednika okrožnega sodišča in očitajo mu, da je dodeljeval zadeve, ki so se dotikale politikov, predvsem župan Janković je bil velikokrat v teh postopkih, eni sami sodnici, vedno isti, Mojci Kocijančič, bivši ženi nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja. Kaj si zdaj lahko mi mislimo? Seveda, te, ki snujejo teorije zarot, pravijo, da je zdaj seveda tole nek Kučanov Pogačnik odletel, kako bo zdaj v pravosodju, se dogajajo zdaj neke bistvene spremembe, kako bo zdaj z imuniteto Zorana Jankovića, kaj si lahko obetamo in kaj zdaj to pomeni? No, če to drži in veliko indicov govori o tem, da drži, kar ste rekli v zvezi z tem, da je naključnost, ki bi morala veljati pri dodeljevanju primerov, skratka, da dobi primer naključen sodnik, ne pa točno izbran. Če je ta naključnost bila res kršena, potem je to, kar se mu je zgodilo, prepozno in je premalo. On ostaja sodnik in dolgo časa je imel priložnost delati na ta način. Kakšna bo praksa, potem bomo videli. Vsekakor pa to ruši zaupanje v slovensko pravosodje in daje prav vsem tistim, ki so govorili o tem, da bi si moralo to pravosodje zaupanje zaslužiti oziroma bolj delati na tem, da bi si ga zaslužilo. No, sej Društvo sodnikov porotnikov je pozvalo k kazenskemu procesiranju, pravijo, tega predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča. To se pravi, ali bi ga morali kazensko obravnavati? In kdo bi ga? Mene je odkrito povedano čudi, da ga ni Sodni svet, če so bile te nepravilnosti, da ga Sodni svet ni ovadil. Ne? To je zdaj ena taka, neko prijateljska poteza, dej se ti zdaj umaknem, bomo enega drugega dali, si pa vse mečkam pretiraval. Pa tudi vprašanje, kdo bi se potem od sodnikov moral izločiti iz tega. Ne? To je res težko. Tudi vprašanje je, kaj se zgodi z vsemi temi primeri, ki jih je on na ta način dodelil. Ne? Verjetno, glede na duh prava, ne, vsi, ki so bili zaradi tega oproščeni, ostajajo oproščeni, ampak vsi, ki so bili po tem sistemu spoznani za krive ali pa ki so dobili sodnika, ki je bil do njih neprijazen, bi pa verjetno lahko neko varstvo, neko pravno varstvo zahtevali, če je to, zaradi česar se govori, da je bil umaknjen res. Ja, ta sodnica je menda izločila kot dokazno gradivo vse, kar je bilo v zadevi farmacevtka v primeru Jankovića. To je nepopravljivo. Ja, ampak se bojim, da je pravno težko, kako bi rekel, v škodo obdolžencu je težko stvari popravljati. Ne? V korist obdolžencu je v pravnih sistemih dosti lažje stvari popravljati. Zato se bojim, da je farmacevtka škodila županu, kolikor mu je škodila, in če mu je škodila v tem ljubljanskem močvirju politično, pravno se pa ne vidim, nisem pa pravnik, no ne vidim ja, so zadeve že mimo, da bi se zadeva škoda je bila že narejena. Pogrela. Ja. Ja, dobro, zdaj te dni smo izvedeli, da bo pa
zapor, ljubljanski zapor, novi zapor v Dobrunjah bo končno odprt. To bo moški zapor. In zdaj je kar na lepem poniknila ta afera, mislim, da je bila še par mesecev nazaj, smo lahko brali v medijih, namreč ta zapor ni dobil uporabnega dovoljenja, zato ker nimajo potrdil, kam so v bistvu odpeljali ves škodljivi material, ker to je le narejeno na smetišču. Kaj se je zdaj zgodilo? Kako je kar na lepem dobil ta objekt uporabno dovoljenje? Kaj mislite? Povsem pravilno je, da ta objekt uporabnega dovoljenja ni dobil, dokler niso bili vsi papirji in v zvezi z materiali, ki so prišli v ta objekt, ki so bili vgrajeni v ta objekt, in vsi materiali, ki so šli ven iz tega gradbišča, dokler niso bili vsi ti papirji urejeni. To je, bom rekel, ena osnova slovenske gradbene zakonodaje, ki jo je treba spoštovati. Ne poznam podrobnosti, nisem spremljal papirjev, tudi dvomim, da so javni. Verjetno so našli, kako bi rekel, način, da zadovoljijo zakon, kar se tiče manjkajočih papirjev o ravnanju z odpadki v tem primeru. Ali potrebujemo ta zapor? Ja, vsa poročila so, da so zapori prenapolnjeni, tako da kvadraturo prav gotovo potrebujemo. Moram pa reči, da se mi zdi pa urbanistično, to še en primer, kako gradimo tam, kjer nam z velikimi težavami uspe dobiti neko gradbeno ali pa lokacijsko dovoljenje, ne pa tam, kamor bi ta stavba sodila. To je, če se jaz prav spominjam, je ta zapor neposredno ob obvoznici, z krasnim dostopom do prometnic, tja sodi kakšno skladišče, kakšna logistična cona, kakšna trgovina. Zapor pa, ne vem, jaz mislim, da ne. To je podobno kot v Kopru, imate tudi zapor sredi nakupovalne cone. Ne vem, jaz to tja ne bi dal, ampak verjetno niso dobili dovoljenja, da ga bi kjerkoli drugje gradili. Pa tudi z varnostnega vidika, če človek potuje po Ameriki, so veliki napisi, zapor je vedno nekje sredi puščave, vedno, velikokrat potem pa napisi prepovedano ustavljanje avtoštoparjem, ker so lahko zaporniki, ki bežijo. Zdaj tule na obvoznici, mislim, pride taksi, takoj si na Hrvaškem, nekje drugje. Sej pravim, pogosto sem v Sloveniji, se držim ob urbanističnih odločitvah in ob umeščanju stvari v prostor za glavo. Zakaj bi bil zapor izjema? Sej, eden od teh je delavcev, ki so delali zaporniki, je v bistvu že pobegnil v času gradnje. Bomo videli. Zdaj zanimiv je tudi podatek, ta teden smo izvedeli, da je na magistratu v Ljubljani, na Jankovićem magistratu, je prijavljenih in imajo zakonsko urejeno bivališče 698 ljudi. To baje so ljudje, ne vemo, kdo so to, pač ljudje brez naslova, da lahko dobijo socialno podporo, da imajo nek naslov, so pač prijavljeni tukaj, nimajo pa svojega stanovanja, seveda jim pa ne morejo nič uročati, nobene pošte, sodne pošte. Mislim, kaj si lahko mislimo o tem podatku? Zdaj, če bi bil majčkeno zloben, pa šaljiv, bi rekel, to so vsi Jankovićevi volivci, pa vsi so v vrsti za neko stanovanje od Levice. Pa najbrž ni čisto tako, ampak tisto, kar je pri tej stvari zaskrbljujoče, sej bi rekel šokantno, ampak nas v tej državi nič več ne more presenetiti, je pa to. Država in občine in tako naprej bi vendarle morale za neko zakonitost skrbeti. Prijava stalnega bivališča je pač uraden podatek, kje nekdo stalno biva in se pričakuje, da je resničen. Mora biti resničen. In da tukaj, bom rekel, Mestna občina Ljubljana daje potuho, da Mestna občina Ljubljana dovoli, da se laže 700-krat o tem, kje ima nekdo stalno bivališče. Je seveda spet samo še eden v dolgi seriji tistih znakov, ki nam povedo, da v Sloveniji nobenega reda.
In ni nobenega reda tukaj, in ni bilo nobenega reda v Novem mestu, in ni bilo nobenega reda v zvezi z Romi, in ni bilo nobenega reda v zvezi s Kočevjem. Ne? Mestna občina bi morala, torej, kdo pa bo skrbel? Ne? Tukaj včasih so podatki o tem, da se nekje nekomu pa sploh ne ve na naslov stalnega, da se mu na njegovo hišo prijavi polno ljudi, ki jih nikoli ni bilo tam, ki jih nikjer nekdo ni videl. Niti on ne ve, da so prijavljeni. Ker imamo tak sistem, da se kar vsak lahko kamorkoli prijavi. Ne? In seveda potem vsak reče, ampak okay, pri meni je 30, tleh je pa 700. Ne? Ja, to samo pove, da riba smrdi pri glavi. Ne? Ja. No, skratka, tale teden smo imeli tudi martinovanje. To je bil 11. november, ne? In očitno so ga v Mariboru vzeli zelo, zelo resno, ne? Ker tole so posledice. Ne? Tole je naslednje jutro opazila, zgodaj zjutraj je peljala psa na sprehod, neka gospa ni mogla skozi tale trg Levna Štukla, ker je bilo toliko črepin. Ne? Poslušajte, kaj je zdaj Slovenci? No? To tudi jaz velikokrat ne razumem. Zdaj ta propaganda tega kulturnega pitja alkohola, pa vina, pa enologi svetujejo in tako naprej. Vse to zdaj traja že kar več kot 30 let, ne? Ampak še vedno tole. Ne? Mislim, jaz nimam nič proti, če se ljudje fajn imajo. Ne? In to, tiste slike druženja, ne? Ki je Maribor prišel na ulice, so se ljudje srečevali, ok, so mečkano več popili. Ne? Ampak da je pa ta, rekel, kultura reda in čistoče na tem nivoju, ne? To pa pač pove, da smo nek drug planet. Jaz sem bil na Japonskem letos. Tam nimate koša za smeti na cestah. Ne rabijo, ker ljudje, če imajo kakšno smetjo, lepo nesejo domov in da doma vržejo v smeti. In je vse čisto. Ne. Tole pa po drugi strani kaže tudi na to, da županstvo ni dobro organizirano, ker neko sposobno županstvo bi pač reklo, ok, jutri boste pa malo prej prišli, pa boste do zjutraj tole za pujsi pospravili. Ne. Ja, ali pa konec koncev dali koše, ne, tako kot ste rekli. Jaz mislim, da koši so bili, ampak jih je... Ampak to je takega pa... Ampak jih je bilo premalo. Ne. Je, očitno. Dobro, in zdaj gremo še na tole najbolj aktualno temo, namreč 23. novembra bomo imeli referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Tu je pa zdaj bilo kar veliko te razprave, kar veliko debate. Ne? Od tega, da bodo seveda ljudje imeli, pač bodo dobili strup, ne? In se nekaterim zdela ta beseda premočna. Ampak vendarle, zdaj Tamara Vonta je napadla nadškofa in metropolita Stanislava Zoreta, češ da se opredeljuje do referenduma cerkev, ki bi morala biti ločena od države in ki se ni prijavila cerkev kot ustanova v to predvolilno ali predreferendumsko kampanjo. Seveda je nadškof Zore odgovoril, da ne vodijo politične kampanje, ampak cerkev izpolnjuje svoje poslanstvo oznanjati evangelij in braniti temeljne moralne vrednote, zlasti spoštovanje življenja in dostojanstva vsakega človeka od spočetja do naravne smrti. Kaj si lahko mislimo o tem napadu Tamare Vonte in odgovoru? Ta napad gospe Vonte sodi, se mi zdi, v eno nekoliko širšo strategijo, kjer zagovorniki tega zastrupljanja poskušajo nasprotnike diskreditirati v smislu, saj tudi cerkev je proti temu. Ne? In računajo na to, da je pri neki večini Slovencev cerkev, ne vem zakaj, na slabem glasu. In poskušajo skozi to nekako doseči podporo za ta proticivilizacijski zakon. Jaz sem vesel, da se je nadškof Zore tako odločno oglasil. Veste, življenje je sveto. Ne? In v nekem tem našem razsvetljenem stoletju skoraj ne vemo natančno, kaj ta beseda sveto pomeni. Ne? Ampak za sveto je cerkev ali pa, če hočete,
civilizacija, ne, postavlja neke stvari, za katere ne znamo čisto natančno povedati, zakaj so nedotakljive. Ne. Če bi mi vedeli vse podrobnosti, zakaj je samomor slab, zakaj se starih ne ubija, ne bi bilo treba reči življenje pa svet, ampak bi naredili tako, kot omejitev hitrosti je 60, vemo zakaj, zato ker se s kvadratom hitrosti dogajajo take in take stvari, bi bilo dosti enostavno povedati. Ne. Ampak za stvari, ki so bistvene za obstoj neke družbe in za katere niti čist natančno ne vemo, zakaj vse so koristne, so presežne. Na tiste so pa postavili to aureolo svetosti. Ne. In religije so bile skozi celotno človeško zgodovino varuhi teh svetosti, teh nekih večnih resnic, nekih večnih pravil, ki se ne smejo spreminjati kar tako, kot bi nekdo na referendumu glasoval, ali pa kar tako, kot bi nekih 46 poslancev nekje dvignilo roke. To je, kako bi rekel, če odmislimo verovanje v nekaj presežnega. Ne. Ta skrb za bistvena pravila, ki držijo družbo skupaj, je ves čas bila ena pomembnih funkcij verskih skupnosti. No in to nasprotovanje evtanaziji in pa seveda tudi pomoči pri samomoru so izrazile tudi druge verske skupnosti na posebni tiskovni konferenci. Ampak zakaj napadajo samo rimsko-katoliško cerkev? Tu imamo druge, imamo muftija, imamo binkoštna cerkev, vse druge protestantska, pravoslavna, ampak samo rimsko-katoliška pa napadajo. Ja, iz tega vzroka, ker zagovorniki zastrupljanja nekako računajo, da je RKC, kot oni temu pravijo, na slabem glasu v Sloveniji in lahko skozi to negativno konotacijo pridobijo neke glasove. Ne. Ampak ta slika je povsem logična. Ne. Nobena svetovna civilizacija, ki je kolikor toliko razvita in ki ima seveda v ozadju neko vero, neko zgodbo o presežnosti. Ne. Prav nobena ne spodbuja, ne dovoljuje samomora. Ne. In to ni slučajno. Ampak mi bomo pa zdaj 46 poslancev, je pa od tega pametnejših. Pa ene par volivcev Slovencev, ki jih bomo to na referendumu vprašali, ne, bo pa od tega pametnejših. To niso stvari, ki se dajo na referendum in ki so bile za referendumom postavljene. To so stvari, ki so bile postavljene, ki so bile dane Mojzesu v roke na Sinaju nekoč in so celotno zgodovino za celotno človeštvo bile postavljene. In to se mi zdi, no, da je nek moment, ki ga premalo poudarjamo. Ne. Nikjer ni bilo to dovoljeno. In je najbrž nek razlog, zakaj to ni bilo dovoljeno. No, seveda in tudi predsednik Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference, seveda nasprotuje temu in ljudje tudi v cerkvi opozarjajo na vse nepravilnosti, ki se zdaj dogajajo pri tistih državah. Celo kanadski zdravniki so pisali slovenskim zdravnikom in opozorili, kaj se je tam zgodilo, koliko je zdaj tam evtanazij. Skratka, gre za to, da ko je ta sistem predstavljen in omogočen in legaliziran, to se pravi ubijanja, celo s pomočjo zdravnikov, potem se ljudje odločijo iz socialnih razlogov, da ne bi bili breme, ker ni dovolj paliative in zdravstva, zakon celo ovrednoti finančno, kaj zdaj to pomeni, pa to je nedopustno. To je nedopustno nam, ki smo vzgojeni v neko spoštovanje tradicije, spoštovanje reda, ki nam je bil prepuščen v varstvo. Dejansko so zlorabe, torej čim vi neko tako trdo mejo smete prestopiti, je samo še vprašanje potem, rekel, okusa, spretnosti, če hočete, poguma, kvalitete odvetnikov, koliko deleč čez to črto boste stopili. Ampak vse posledice se ne končajo samo pri teh, ki bodo prezgodaj umrli. Ne.
mi smo imeli do zdaj sistem, ko je bilo življenje tam nekje gor, nedotakljivo, sveto, če hočemo temu reči. Ne? In smo ga spustili nižje. Tudi vsak drug odnos do življenja, do kvalitete življenja, do trpljenja, do pomoči, sočutja in tako naprej. Na splošno se bo odnos človeka do človeka zaradi tega poslabšal. In to, kar je pretresljivo v tujini, ne, celo mladi se za to odločajo. Ker si predstavljamo neko mlado osebo, ki nedopustno trpi, ne, to je dikcija iz zakona, če nekdo nedopustno trpi, sploh se ne ve, kaj bi zdaj to bilo. Recimo nekega fanta pusti dekle, on seveda trpi, nedopustno trpi. Predstavljate, da pride otrok in to se dogaja v tujini in starši ne smejo nič reči, so kaznovani, ne, če mu ne dovolijo, da naredi nek samomor. Torej, kaj si lahko obetamo, če bo ta zakon veljal? Obetamo si lahko nek splošen padec želje po življenju, ki za sabo potegne čisto vse. Z rodnostjo vred. In ni slučajno, da nikjer na svetu ni nobene družbe, ki bi tako umiranje podpirala. Ne? Ni jo zato, ker ni preživela v sosedstvu s tistimi, ki pa tega niso dovolili. Enostavno niso bile take skupnosti, ki so se na človeško življenje požvižgale, konkurenčne. In tudi mi ne bomo. In če bodo Slovenci postali ateisti, če se bodo tega držali, bo pač vstopila neka skupnost, tlele so bili tudi na sliki, ki bo pa rekla, čakajte malo, mi se pa tega ne gremo, nas pa v to ne boste prepričali. In bodo bolj trdno in ostro svoje verske zapovedi, ki so hkrati kulturne in civilizacijske, branili. Ja. In tukaj lahko človek samo izraža neko spoštovanje do muslimanske skupnosti, ki jemlje svojo kulturo, svoja pravila, svoje vrednote, če hočete, mečkano bolj resno kot odpadniki od krščanstva. No, ampak vendarle, lejte, torej Zala Klopčič, to je mlada demokratka iz mlade SDS, Mladina, ona je zdaj ustanovila neko nevladno organizacijo Nova smer. In ta Nova smer je pripravila debato prav na to temo, na spoštovanje življenja od spočetja do smrti. In poglejmo, kaj na to temo, torej tema je pa bila, zakaj so mladi, to se pravi generacija Z, to je teh rojenih med letim 97 in 2010, zakaj so zdaj bolj konzervativni, zakaj postajajo vse bolj konzervativni. Poglejmo, kaj je povedal Janez Marinko. Zame je vsako življenje sveto in jaz mislim, da tudi kar se tiče same eutanazije, kakorkoli mi to obračamo, koliko je to, se ga nekako smilimo, na koncu dneva je to še vse umor, en more pritisniti gumb in jaz mislim, da tudi zdravniki, ki imajo, kjero imajo že res oni, kaj oni? Hipokratov, evo tole. Hipokratov v bistvu, ki se oni za to zauzemajo, jaz mislim, da tukaj je to čist v nasprotju z načeli vseh zdravnikov. Jaz mislim, da je to kontra temu, za kar so zdravniki. Jaz bi rajš, pojačano paliativno oskrbo, se pravi, da se poskrbi za te starejše, ki so že res bolni, sam jim je tako čim lažje, no ne bi pa dal jaz te odgovornosti, da mora nekdo nekoga ubiti. Isto, kar se tiče glede splava, tle bom spet šel iz verskega vidika, zame je v bistvu življenje od štarta. Zdaj, kar se tiče ženska, ima pravico pri odločanju, jaz bom rekel, samo en primer je, če je ženska slučajno v smrtni nevarnosti, kjer en bo umrl, ampak to je res toliko majhen procent, tam se naj ženska odloči sama, je tam čist proste roke, ampak če pa ona seksa pri 16 letih nespametno, da je doma niso naučili, bi pa jaz rad, da ona, jaz verjamem, da mora vsak nositi posledice za svoje dejanja. Zdaj to je, ni zdaj tako lahko reči, pa tako ne narediti, to je težka tema, ampak še vsem otrok, ki je tvorjen, se pravi, ki ga je Bog poslal, ni on nič kriv, da bo zdaj umrl. Jaz ne vem, tukaj, če ste živeli vsi kakšen je posnetek splava, ampak
otroka s kleščam ven vzamejo, otrok se drži noter, hoče noter ostati, na silo ga ven vzamejo in zame ni nobene razlike med otrokom, ki je en teden prišel ven iz ženske, ali pa ki je noter 3 mesece. Mislim, da imamo mi 10 tednov, da imamo v zakonu, no, da se še lahko naredi splav, brez da se posvetuje s kakšnimi temi dodatnimi zdravniki. Ampak žalostno je meni že sploh to, da prva stvar, ki ženska pride za pregled, če je noseča, jo vpraša, pa da pol zve, da je noseča, pol zdravnica vpraša, in kaj boste naredili? Ja, kaj bomo naredili? Kaj je 50-50, a ga bomo bila, a ga bomo imela? To je meni tako napačno, zgrešeno razmišljanje in mislim, da je v letu 2025 to zelo grozno, da toliko poenostavljamo nekako splav in hkrati evtanazijo. Na koncu dneva lahko rečemo, da je to usmiljenje, ampak je na koncu še vsem umor. To je moje mnenje. Torej, ali so in zakaj so mladi bolj konzervativni? Ja, mogoče 2 stvari prej, ne. Zdaj, tole, ne, govorila sva o zastrupljeni evtanaziji, mladi kolega je govoril o splavu. Človek si prav predstavlja, ne, boste prišli, bo nekdo prišel k zdravniku z neko težko diagnozo in potem ga bo zdravnik vprašal, no in kaj boste naredili, se boste zdravili ali ne? Torej, vprašanje je lahko zelo podobno in čez čas lahko postaja zelo podobno kot vprašanje, bom rekel, mladim mamicam. Druga točka, ne? Zdaj je velikanski uspeh, se kotali po medijih, kaj je 8. marec in Nika Kovač, kaj so dosegli v Evropskem parlamentu in je drama in je suspens in so solze in ne vem kaj še vse, ne. Zaletavajo se v prazna vrata, ker je splav v veliki večini članic Evropske unije itak urejen in nima njihovo delo prav nobenih posledic, razen te drame, ki jo v medijih gledamo. Ampak tisto, kar se jaz sprašujem, je, če bi toliko denarja, toliko napora mlade punce vložile v to, da bi naredile materinstvo bolj privlačno, koliko manj splavov bi bilo, koliko več veselih mamic bi imeli, koliko več veselih otrok bi bilo v Evropi. Ne. To je ena velika žalost ob tem. Zakaj so mladi bolj konzervativni? Po eni strani je vendarle to levičarstvo oziroma ta voknjenost odletela predaleč in je za neko zmerno pamet preveč. Ne. Po drugi strani so pa mladi tudi uporniki in se radi nekim ortodoksijam upirajo. Ne. In dokler je bila ortodoksija, dokler je bilo prevladujoče stanje v družbi neka konzervativna katoliškost, ne, potem so se mladi upirali temu, so bili liberalci. Ne. Zdaj, ko je prevladujoča ortodoksija, ko so pravila politične korektnosti in tako naprej postavljena okrog vseh teh mogočih voknjenih neumnosti, se seveda mladi upirajo temu in še zdrava pamet jim pri tem pomaga. No, ampak ta politična korektnost pa seveda ni doma v Državnem zboru, ne. Tudi v tem smislu je blestela Tamara Vonta. Poglejmo, kaj je vse govorila, kako se je obnašala. Zasebnega sektorja, da, seveda, gospod Poglajn, mladi fantič, da. Dejte mečken bolj pogledati, no, preden blebetate neumnosti. Jaz vem, da je to sicer vaš stil, blebetanje neumnosti, ampak vendarle, fakti bruti, poglejte si. Vi pa mene žal ne boste, ste pa presmrkavi. Ja, glejte, zdaj, to je zdaj že klasika, ne? Tu bi bilo treba malo več tele korektnosti. Povejmo zdaj še to. Očitno zdaj Gibanju Svoboda teče voda v grlo, namreč zdaj je pa gospa Tamara Vonta po obtožbi Stojana Petriča, Darja Južne in Janeza Škrabca, da so iz svojih podjetij korumpirali stranko Nova Slovenija z nakazili na Inštitut Janeza Evangelista Kreka in potem je Nova Slovenija, nekateri člani naj bi si tam izplačali neka sredstva, a ne. Ona je zdaj zahtevala, da Nova Slovenija preda dokumente v zvezi s tem in potem, ker Nova Slovenija ni
predala teh dokumentov, je zdaj zahtevala gospa Vonta, da sodišče Novi Sloveniji zaseže dokumentacijo. In pa hkrati je recimo policiji je poslala prijavo suma zlorabe položaja nekdanjega šefa Darsa Valentina Hajdinjaka, pa seveda obtožuje tudi podjetje T2 in tako naprej in tako naprej. No, hkrati so pa iz medija Nova 24 TV, skratka gre za tisto preiskovalno komisijo, koliko so podjetja financirala politične stranke pred volitvami. No, na Novi 24 pa so opozorili, da je Tamara Vonta proti njim sprožila sodne postopke in so opozorili, da zakon zahteva, da se mora iz preiskovalne komisije poslanec, če je v sodnem in podobnem sporu s preiskovancem, izločiti. Torej, kaj se zdaj obeta? Poleg tega obnašanja, ki smo mu priča, vsem tem prijavam, sodnim postopkom, obtožbam, seveda to gre za predvolilno zgodbo že. Kako vi to komentirate? Pred volitvami smo in pač Svoboda obupano poskuša vknjižiti kakšne politične točke. Novi Sloveniji, torej SDS-u se to dogaja redno, Novi Sloveniji so dolgo časa dali mir. Zdajle so veliki naslovi, v javnosti se ustvarja vtis, kako je vse narobe. Ko bo to vse skupaj propadlo, ko bo to vse skupaj na sodiščih padlo in ne bo nobenega naslova. Skratka, tukaj gre za neko predvolilno zgodbo. Ampak to pomeni, da se pa nasloni ta predvolilna zgodba na nekaj, kar levica z malo zelo dobro zna, in to je v bistvu vladanje s pravom. Ne gre za vladavino prava pri nas, ampak gre za to, da nekateri pravo izkoriščajo za to, da lahko vladajo. V kakšni bolj urejeni državi bi neko sodišče ali pa tožilstvo zelo hitro take stvari zavrnilo, zelo hitro take stvari spravilo z dnevnega reda. Tukaj smo lahko prepričani, da se to pred volitvami ne bo zgodilo. Ampak tisti odstotki, ki sva jih takrat pokazala že na začetku oddaje, kar je Mediana izmerila zdaj neko podporo tako kot pred 2 letoma, vendarle skrbijo to Gibanje Svoboda. Niso oni tako zadovoljni s temi rezultati in mirni. Ja, seveda niso mirni, rezultata iz prejšnjih volitev ne bodo mogli podvojiti, obupno pa potrebujejo ostati na oblasti. No, zdaj, ta teden smo se, 9. novembra je to bilo, spomnili tudi, da je pred 36 leti padel Berlinski zid. Takrat je pravzaprav ves svet ugotovil, kakšen je bil ta komunizem, ne? In komunizem je ali pa ni ali pa naj bi padel, ne? Zdaj vprašanje je, kaj se je zgodilo v Sloveniji. Prav včeraj je Igor Omerza predstavil teli 2 knjigi, Temna stran dela, drugi del pa Svetla stran dela. V naših podcastih smo že predstavili ti 2 knjigi. Seveda govori to področje o dokumentih, udbovskih dokumentih, ki jih je Igor Omerza zbral v arhivu in objavil to, kateri novinarji Dela so bili člani Udbe, so ovajali kolege, ovajali tuje novinarje, pa seveda je objavil tudi tiste, ki to niso bili, so se temu upirali. Zdaj, kaj smo mi ob padcu Berlinskega zidu naredili narobe, da se nam pravzaprav vse to dogaja, kar se nam dogaja, da niti teh ljudi v novinarstvu, pa zdaj to samo Delo, koliko je šele Večer, Dnevnik, RTV Slovenija, vsi ti večji mediji, ki krojijo javno mnenje že 36 let, kaj smo storili narobe, da se nam zdaj vse to dogaja? Najprej 9. november, mislim, da bi moral biti v vsej Evropi praznik, in to tak praznik je bil Dela prost dan, ali pa vsaj praznik na nivoju 8. maja, ko je bil premagan nacionalsocializem. Dejansko je socializem po Evropi padal, v različnih državah, v različnem času. Različne države imajo različne datume, Slovenija tudi, ampak če bi bilo treba najti en datum, ko so se stvari prelomile, je pa to takrat, ko so vzhodni Nemci, ko je padel Berlinski zid, ko so vzhodni Nemci lahko prestopili mejo, šli
šli na zahod. In pomembno je, da bi imeli en tak datum, ko bi se tega cela Evropa spomnila, ker vse pravim, padec nacionalsocializma praznujemo, poraza komunizma pa pravzaprav ne oziroma ne znamo. Kar se tiče temne strani dela, ne, kaže se, oziroma gospod Omerza za dokumenti dokazuje tisto, kar smo na nek način vedeli, ne, da če si hotel biti viden novinar oziroma nekje zgoraj v tej novinarski hierarhiji si mogel biti sodelavc prejšnjega režima, tak in drugačen, iz tele knjige izhaja, da je pravzaprav imela Udba eno tako celo celico, skoraj organizacijsko enoto, bi lahko rekel, na delu, pa verjetno, kot ste rekli, tudi na vseh ostalih medijih. In a veste, tisto, kar je pri vsej zadevi pa kritično in ima posledice za današnji čas, je pa, da so vsi ti ljudje ostali pravzaprav na natančno takih funkcijah, kot so jih imeli pred letom 1989, pred padcem Berlinskega zidu, če poenostavim, in da so jemali v službo svoje naslednike in da so pisali priporočila svojim naslednikom. In zato imamo medijsko sliko danes, kakršno imamo, kot da Berlinski zid ne bi padel. Take so stvari v Sloveniji. Kaj smo naredili narobe? Nismo naredili lustracije, ampak za nazaj je to lahko govoriti, da jo ne moramo več. No, ampak vendarle, če končamo z doktorjem Jožetom Pučnikom, ne, ponarodela je že ta njegova izjava, Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. Ali bi lahko izjavil, komunizma ni več, zdaj gre za demokracijo? Sej to je takrat pravzaprav pomenilo isto. Takrat noben od nas, ki smo se zavzemali za samostojno Slovenijo, se ni zavzemal za samostojno socialistično Republiko Slovenijo, ampak se je zavzemal za Slovenijo, ki je demokratična, kapitalistična, članica Evropske unije, NATO in tako naprej. Tako da to je to. Žal, ne, pravite, da je izrek ponarodel, ne, ponarodel je v enem delu slovenskega političnega telesa, en drug del pa, za nek drug del pa Jugoslavija še vedno obstaja. Še vedno obstaja neko bratstvo in enotnost, še vedno obstajajo neki neuvrščeni, še vedno je neka velika nostalgija po vsem tem. Tudi zaradi tega, ker v medijih, v šolstvu in še kje nismo vzpostavili vrednostnega sistema, ki se neki demokraciji ali pa tržnemu gospodarstvu šika. Pa nimamo niti obeležja o samostojni Sloveniji, niti obeležja o koncu komunizma. Ne? Mi imamo največji spomenik v Ljubljani, skratka največ brona je v njem, v spomeniku revoluciji. In zraven Kardelj. In zraven Kardelj in Kidrič in Franz Rosman Stane in tako naprej. Ja, in grobnica herojev. Ja. Torej, kje smo? Kot sem rekel, kot da Berlinski zid ne bi padel. Ne bi padel, ja. Dobro, toliko za tokrat. Doktor Žiga Turk, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za povabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.